V Centru starejših občanov so v okviru projekta poskrbeli za vrsto delavnic oziroma druženj, kjer so udeleženci preizkušali svoje ročne spretnosti, se marsikaj novega naučili in s kvizom tako torej razgibali možgane. Ja, danes so male sive celice v sklopu različnih, v sklopu kognitivnih dejavnosti smo mi poimenovali to. Male sive celice smo vključili mlade, to se pravi, da bodo medgeneracijsko odgovarjali v kvizu. Kviz je tako po televiziji, male sive celice pripravljeni na tak način, tako da bomo videli, kako bo, vprašanje niso težka. No, kot vidimo, ekipe bodo najbrž sestavljene, ne, torej z različnih generacij in to je najbrž poanta tega današnjega kviza. Tako, res je. Kviz je seveda potekal v sproščenem vzdušju, čeprav se je čutilo tudi neke tekmovalnosti, a tudi malo dobrodošle negotovosti. Nisem glih pripravljena, sodelovala pa bom, koliko da mogoče. Pa se radi udeležujete takšnih delavnic oziroma takšnih srečanj? Ja, rada se udeležim. Kaj pa vas najbolj veseli? Kaj vas najbolj veseli? Mene najbolj veseli ročno delo, zato ker sem šivilja bila in rada štrikam, pa tukaj delamo v delavnice, mi je veliko veselje. Nič sem se ni pripravljala, pa ne vem, kaj me čaka, če pa bom znala, če ni pa ne. No in kako so vam všeč takšne medgeneracijske? Grozno mi je lepo, če grem med ljudi, pa ko se ni več tako sama, kako sem nekdaj doma bila 10 let. Se še udeležujete kakšnih drugih takšnih dejavnosti? Tudi to. Vse posodek pa mojo malo. No in kaj vas najbolj veseli, recimo? Najbolj me veseli, ko sem v družbi, pa ko pojemo, pa se radi imamo, pa klepečemo, pa to. Pa štrikamo, pa kaj. Torej vi radi štrikate, ne? Tudi to. Aha, kaj pa, kakšno kuhanje recimo? Tudi to sem rada, sem kuhala, sem čuda deca imela to znotraj, ne? Ko sem mogla kuhati, pa tudi težavke, pa vse sem imela, kaj je to bilo grozno delo. Te pa sem pa noge, pač koliko je zapustila, te pa sem ni mogla več, te pa smo deca dali v dom. Pa vam je lepo tukaj, ne? Lepo. Od kraja pač bilo malo težko pozabiti na svoj dom, zdaj pa mi je krasno. Ne bi šla več domov delati. Gospod Mirko Krajnc, kje pa imate danes harmoniko? Ja, počivila. Ja. Če ne se reči, jaz delam kot harmonika, ne? Stalno na tisti rek najbolj zanesen, ki so rekli, kdor na delo naj naji. Ja, torej si s harmoniko zaslužite tukaj prehrano? Ja, verjetno. Zdaj, kaj vas ne... No, danes bo kviz, ne? Ste kaj pripravljali? No, pripravili smo se na delo stalno, ne celo leto, zdaj ne vem, v kakšen naziri, da nas tu pač vim spolu, ker na nje ništa ni, da načrta za to ne bomo videli, pač kak bo, ne? Ja, in kako vam je všeč takšno medgeneracijsko sodelovanje? Na nekaj enkratnega. Ko vidiš, kako se mladi za to zanimljajo, pa kjer smo še mi sposobni žimi sodelovati, pa tak naprej, ne. V glavnem, takšna medgeneracijska druženja kar veliko prinesejo tako starejšim kot mladim. Na kvizu so se stanovalcem tokrat pridružile dijakinje predšolske vzgoje na gimnaziji Ormož. Sicer pa stanovalcem na različnih delavnicah družbo delajo udeleženci različnih starosti. Bistvo projekta je namreč povezovanje generacij, a tudi različnih institucij. Gre za projekt Medobčinski medgeneracijski center, priložnost za medgeneracijsko povezovanje. Vodilni partner smo Center za starejše občane Ormož, skupaj v sodelovanju s partnerji Zdravstveni dom in Obrtno-podjetniško zbornico Ormož. No, čez 100 delavnic raznih ste pripravili, kdo pa torej pripravlja vse te delavnice? Največ delavnic izvajamo mi kot vodilni partner, se pravi, tudi odvijajo se pri nas v domu. Potem tudi Zdravstveni dom ima kar lepo peščico delavnic in Obrtno-podjetniška zbornica, sicer oni so naredili eno veliko raziskavo na našem področju za ranljivo skupino ljudi in pripravili so 2 delavnici na temo, kako brezposelne motivirati nazaj, da se vključijo nazaj na delo. Pa še ena delavnica, ampak trenutno se ne spomnim zdaj, kak je bilo. No, tudi veliko praktičnih delavnic je bilo, ne, kar je pravzaprav najbolj zanimivo. Kako pa sodelujejo? Radi sodelujejo?
Ja, po naših odzivih mislim, da ja. Predvsem, ko vidiš, da se nekdo nasmeji, da radi prihajajo in da se vračajo eni pa ta isti. Kljub temu, da so vabila šle ven, so se odzvali vedno eni pa ta isti, tako da verjetno je bilo zanimanje, interes, da so prišli in se vedno znova se vračali. No, kaj pa dajejo recimo vse te delavnice, vse te aktivnosti znotraj projekta vam, recimo zaposlenim v domu, pa torej stanovalcem, pa tudi seveda mlajšim generacijam? Ja, ker projekt je medgeneracijski, se pravi, da so zajete vse generacije. Želimo nekako, da se ljudje med sabo družijo, ker kot vemo, da mlajša generacija nimajo stikov z starejšimi, tako da to nam je bil ena tista ključna točka, da mlade vključimo. Starejšim je to tudi všeč, da se družijo z mladimi, se pravi prenos izkušenj, znanj, vrednot, sodelovanja, povezovanja, ker tudi mlajši do enkrat starejši, da vidijo, kak je biti, ko si nekoč star. Na tokratnem medgeneracijskem srečanju je tako šlo za znanje. Rezultat je bil 1., 2. in 3. mesto. Rezultati nekaterih minulih delavnic pa je tudi vrsta prelepih lončenih, a še kakšnih drugih izdelkov, ki krasijo dom starejših ali pa čakajo na priložnost, ko bodo služili za darila obiskovalcem. Projekt financira Evropska unija oziroma Evropski sklad za regionalni razvoj z naslova Naložba v našo prihodnost.